Čau džungla, vi ste že tukaj. Moje ime je Žiga Jeler, sem smučarski skakalec in glasbenik in danes boste doživeli dan z mano. Danes sem se zbudil 6:15, spil sem kavico, šel pod tuš, nekako klasična jutranja moja rutina. No. Nekako vrhunski šport pol ne gre ven, ko se končaš s treningom, ampak te spremlja pač v vsakdanjih opravkih oziroma karkoli pač počneš, imaš skozi nekje v podzavesti, da te pa še zmeraj pač naslednji dan čaka mogoče eno veliko tekmovanje in pač skozi delaš. Glava skozi dela v smeri vrhunskega športa. Takrat, ko ti mogoče stvari ne grejo tako, kot bi želel, je se zelo težko postaviti na noge in ko ti to uspe, imaš tako kar eno veliko zmago pri sebi, da ti to uspelo narediti. Pol so zraven še drugi pritiski medijev, navijačev, včasih do nenamerno pač te zbode, ko pa nisi mogel tam pač še zoleči tiste 2 metra ali pa tis pa ne vem, recimo za frkno ekipo, a ne. Jaz bi rekel kar, da sem strog do sebe, no. Predvsem, kadar pride v to tekmovalno fazo. Takrat nekako, ko vidiš, česa si zmožen, pol si tudi zastaviš kar visoke cilje. Po eni strani je to prednost, da imaš visoke cilje, si pripravljen narediti nekaj več za to, da boš to dosegel. So pa te visoki cilji lahko tudi velika past, ker v bistvu včasih z majhnimi koraki prideš do velikih ciljev. Ponavadi je tako, če se ti pa zgodi tisti nekak velik korak, moraš pa pričakovati, da je lahko tudi na hitro pač zdrs nazaj. In se mi zdi, da se vsak dan učim tudi sam na tej poti, kaj ja, kaj ne, kdaj si zastavljati, mogoče nekaj več. Žiga, zakaj smučarski skoki? Smučarski skoki so v bistvu postanejo kar neka droga. Predvsem ta hitrost, adrenalin, ves ta šus, ki ga da skakalnica in to je res nekaj neverjetnega. Tebe je drugače strah višine, a ne? Ja, mene je strah višine, ja. In kako je to? Višina, skoki? Ja, v bistvu, ko imam skakalno opremo gor, ni problema. Takrat se pač neka pošast v meni zbudi. Drugače pa ja, ne bi mogel biti kakšen vzdrževalec sedežnic ali pa čistilec stekel na stolpnicah ali pa postavljalec mlinarskih parkov, no to prepuščam profesionalcem. Kaj zdaj? Kam greš? Vijukcat grem. Kaj imaš reči za enega? Čau! Jaz sem njih spod tuša, tako da kar prosim pridite naprej, da vas popeljem še skozi svoj stanovanje. Evo, tukaj je v bistvu kuhinjski prostor, kjer zadiši prva jutranja kavica. Tukaj pač v bistvu ne preživljam zelo veliko časa, to se mislim, da vidite tudi na moji postavi. Tukaj naprej je dnevna soba. V dnevni sobi zdaj, ko je konec sezone, kar rad preživim več časa, da se v bistvu odpočijem, malo pogledam TV, poslušam kakšno dobro muziko. Tukaj je v bistvu vitrina, tukaj ima ti dela pirhe za vsak osebni rekord. Tale je najstarejši 228, je mislim, da iz 2017. Probali pa namo. Katero si pa najbolj ponosen? Tukaj. V bistvu imam zapakirano v boksu, pa tisto, kar smo letos dosegli v škatli. Tako da. Kaj pa je tam za tabo, tisti Eiffel stolp? Ta Eiffel stolp sem pa naredil v bistvu pri zgodovini v 9. razredu. Narejen je iz šibic. Nisem vedel, kva bi, ker vsi so neke bitke, pa te vojačke pa to. Jaz sem pa pol na tisto malo se vrnil v zgodovino Francozov, pa sem
naredil iFlow stolp iz vžigalic. No, tako da, ja, pač to je ta boks, ki mi ga je tukaj naredil en sovaščan iz Besnice za v bistvu to zlato medaljo, ki smo jo letos v Planici osvojili na svetovnem prvenstvu z ekipo. In je tudi pač eden izmed mojih najljubših trenutkov v tem športu. No, tako da. Evo, tukaj pa nekako taka, mi pravimo angleška soba, mogoče za kakšen čajček, kaj takega. Klavirček za ustvarjanje, harmonika, kitaro imam gor, v bistvu zelo pomembni elementi pri ustvarjanju moje glasbe. Ta album, ki smo ga letos izdali, brez pravil, kar nek velik projekt, ki nisem mislil, da se ga bom pač lahko lotil, sploh pa ne. V bistvu lansko leto sem ga mogel celega posneti, ker pa se mi začne sezona in ni časa, tako da je tudi še ena stvar pač v življenju, ki sem si jo želel narediti in zdaj sem jo izpolnil, bo pa treba pač gledati proti drugemu albumu, tako da se veselim. Nič, gremo ven na teraso, spijemo eno kavico, pol pa naprej v studio. Kaj vse imaš na mizi pred sabo? Če grem v bistvu od najstarejšega proti najnovejšim, to je mali kristalni globus, ki sem ga osvojil lani v skupnem seštevku poletov. Tukaj not je zlata medalja iz letošnjega svetovnega prvenstva v Planici, kjer smo ekipno postali svetovni prvaki. Tukaj je pa v bistvu čist frišen prvi album iz mojega glasbenega področja. Povej mi, a si vedno vedel, da boš profesionalni športnik? V bistvu nisem čist vedel. Želel sem si, trdo sem delal za to, veliko je bilo padcev. Skozi celo svojo kariero, ki zdaj za nazaj pogledam, pač bi že marsikdaj rekel, da imam dosti tega oziroma da se niti nočem več ubadati z vsemi stvarmi, ki jih vrhunski šport prinaša. Ampak nasplošno pa si eksperimentiral, ne? Z nogometom, Ja, mislim, jaz sem igral nogomet, pol sem mogel nogomet prekiniti zaradi skokov, ker pač sem se mogel usmeriti v en šport. Sem pač, tako kot sem že prej omenil, vozil motocross. Če hočeš v enem športu nekaj doseči, moraš pač tja 100% se usmeriti za to, da lahko sploh dobiš tisti rezultat, ki si ga želel. Glede na to, da si pač profesionalni športnik, zdaj pa kar nekaj glasbenik, imaš občutek, da te mogoče zaradi te definicije javnost drugače jemlje? Ja, jaz sem velikokrat slišal pač na ta račun, da drž se ti skokov, glasbo pa prepusti ostalim, ampak sej, tudi v skokih sem slišal, da v bistvu, da nisem tekmovalec, ki bi bil za mogoče svetovni pokal oziroma kaj več. Poslušal sem tudi razne stvari, komentarje, da nisem letalec, ali pač ste imel tukaj mali kristalni globus. Kolikokrat si pa recimo na svoji karierni poti, pa tudi mogoče v osebnem življenju, tako failov? Jaz sem začel skakati, pač jaz res nisem bil dober. Bil sem tak majhen pičipokel in ni bilo niti čevljev dosti velikih, niti dresa. Vse do ene 16. leta tako skozi borba, no, v bistvu. Nisem bil, da bi rekel, da bi serijsko zmagoval, dobil pokale. Ne vem, starši so mi zmeraj govorili, pač na dolgi rok se stvari odražajo, če delaš prav, če pač delaš s srcem. To se je pol pokazalo, šele tam srednja šola oziroma v drugi polovici srednje šole. A se ti zdi, da je treba v življenju failati? Se mi zdi, da vsak posameznik gre, saj imamo vsi v življenju pač konstantne borbe, ali so to mogoče odnosi doma, ali so to mogoče odnosi s kolegi, ali te mogoče prijatelji zavrnejo. In se mi zdi, da pač to moraš dati skozi, da te ukrepi oziroma da si bolj trden, da se izpopolniš tudi kot oseba. Kaj bi svetoval nekomu, ki te zdajle gleda, pa mogoče še ne ve, kdo je, nima še neke definicije? Kaj bi mu svetoval, se še išče? Ja, predvsem to, da naj se ne ustrašijo pač probati čim več različnih stvari. Jaz verjamem, da je najbolj neodoben položaj, ko si vržen v neko novo situacijo oziroma imaš tisto tremo, da bi probal ali ne. Takrat pač greš pogumno v to in čeprav nikoli ni pot lahka. Povsod imaš ovire, povsod imaš ljudi, ki te bodo poskušali
tlačiti, sploh takrat, ko nekdo začuti, da si ti boljši od njega. Takrat je najhoj, takrat boš dobil največ nekih udarcev ali pa te bo probal pač zavirati, ampak pač ja, ne se ustrašiti novih stvari, verjeti v to, kar počneš. Zdaj pa že toliko ura, malo se nam mudi v studio, tako da najboljše, da se kar dobimo pred oziroma v studio. A znaš zaigrati Flowers? Woo! V bistvu sem ful dolgo razmišljal, tako kje bi naredil ta prvi koncert, ampak jaz se v bistvu sploh nisem spomnil na Kizlstein, pa mislim, da Anžel Angus Petrovič, kaj pa če bi ti Kizlstein delal, se mi pa zdela tako ful huge ideja. Evo, smo na prizorišču prihajajočega koncerta, ki se bo odvijal 1. junija. Vljudno vas vabim, da se mi pridružite. Bo kar nekaj imenitnih gostov. To je pa to. Jaz se od vas poslavljam in hvala, ker ste bili z mano. Čau! Ne.